Kot varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev RTV Slovenija sem se srečevala nenehno z isto vrsto pripomb, vprašanj, pritožb našega občinstva. Kar jih je vedno znova posebej zmotilo je pomanjkanje kritične distance do sogovornika in do teme pogovora. Strašansko jih je zmotilo, če so bila vprašanja sugestivna, se pravi, če je spraševalec svojemu sogovorniku odgovore polagal na usta. Zelo jih zmoti, če gre za nek pajdaški način pogovora. Se pravi, če se sogovornika med seboj pogovarjata kot stara znanca za nekim šankom, ko samo drugemu povesta nekaj, kar že tako in tako vesta, brez nekega spoštovanja tistega, kateremu sporočata. Potem jih zelo jih moti, če recimo vprašani zaide in ga potem torej novinar na pregrob način preusmeri ali ustavi, ali reče zmanjkuje časa, ali ga kar, ne vem, obrne v neko popolnoma drugo smer, to razumejo kot nek poseg v ta pogovor. Izjemno jih zmoti, če recimo spraševalec ne intervenira, ko intervjuvanec izreče neko ostro obsodbo na račun tretjega, ki ga ni zraven, da bi se branil sam, pa če novinar to mirno pusti ali pa če pospremi recimo z besedami, ta nekdo bi imel o tem zagotovo drugo mnenje, ampak pojdimo naprej in potem pač zadeva ostane nekje v zraku in tisti nekdo se mora potem braniti, recimo po zakonu o medijih, vlagati neke zahtevke za popravke in tako naprej. To je ta neka ključna tipologija zadev, ki je zmotila občinstvo Radiotelevizije Slovenije. Lahko zdaj na hitro povem samo še nekaj teh najbolj odmevnih primerov. Recimo lahko spomnim na televizijski intervju z zgodovinarjem, ki ga je naredil novinar, ki je tudi zgodovinar in sta se potem tako zelo posmehljivo pogovarjala o narodno-osvobodilnem boju, zelo sta se strinjala, uporabljala sta tudi izraze, ki ne sodijo v javni prostor, recimo, in sploh pa je bila tema taka kontroverzna, ki deli javnost in tudi stroko, popolnoma neprimerna za žanr intervju. Potem smo imeli recimo intervju, v katerem je gost sociolog bil povabljen pred kamero in mikrofon, da razjasni nek družbeno stanje v času covida. In potem se mu je nekje vmes zazdelo, da bi pa on še malo pokomentiral naravo cepiv in je potem še izrekel svoje mnenje o nekih genskih ali ne vem kakšnih vse spremembah in je seveda razjaril strokovno javnost. In to sredi covidne epidemije, ko se je zastavilo vprašanje, ali bi morala voditeljica pogovora intervenirati, ne, zakaj ja, zakaj ne. Potem recimo smo imeli primer, ko sta se novinar in farmakolog pogovarjala o nezaupanju do farmacije in potem sta se kar lepo pred mikrofonom pogovarjala o tem, kako pa nobeno zdravilo nič ne velja in da so tudi cepiva brez veze in sta se potem tudi posmehovala iz tako imenovanih cepilcev. Torej, zopet sta v času posebne novinarske odgovornosti podrla vsa pravila sporočanja. Ali pa recimo priprava na intervju. To se recimo pokazalo v nekem intervjuju, kjer je bil pred mikrofon povabljen nek PR-ovac, ki je imel odprej nerazčiščene odnose z neko novinarko RTV Slovenija in je bilo in celo moralo bi biti vnaprej jasno, da bo to vprašanje prišlo na plano in novinar bi se moral seveda na to dobro pripraviti, pa se očitno ni in potem je intervjuvanec izrekel stvari, ki ne sodijo v takšen pogovor, predvsem pa novinar ni vzel bran osebe, ki je ni bilo zraven, da bi se branila sama. In mogoče recimo lahko omenim še en tak zelo odmeven primer. Ta je pa bil, ko je bila gostja nekega intervjuja televizijskega, igralka, znana tudi potem, da je bila protagonistka ene od prvih zadev Me Too v Sloveniji, ko je v bistvu bila prestopljena taka zelo jasna meja intime in je bila spraševana o tako zelo intimnih zadevah, za katere bi absolutno občinstvo pričakovalo, da so bile predtem skomunicirane, torej pred vstopom v studio. In potem se seveda v radijskem, televizijskem mediju vedno tudi zastavi vprašanje, kako potem ravnati, če je tak intervju posnet naprej.
ali je vanga treba poseči preden se predvaja javnosti, ali je to dovoljeno, kdo vse lahko mora sodelovati v takšnem dogovarjanju, v kakšnem primeru bi šlo za nedovoljen poseg, in potem to sproži eno tako valečo se kepo neskončno. Tako da v bistvu človek pogreša res neko strokovno razpravo o teh dilemah, ker namreč, ko enkrat programska vsebina postane problem, takoj se na to prilepijo različne politične razprave. In ko v razpravo vstopijo politika, interesi, lobiji in posamezni zainteresiranci, potem se prostor stroke, strokovne razprave skrči takole in novinarji nadaljujemo svoje delo, ne da bi si razjasnili ali razčistili tisto, pri čemer smo šibki.